Pozdravljeni. Martinovanje je že daleč za nami. Vmes smo imeli lokalne volitve in vrsto drugih zanimivih dogajanj, a na martinovanje le še nismo čisto pozabili, saj v Ormožu tradicionalno traja 2 dni, ki jo je težko pozabiti. Okolikor nas spremljate, ste v minulih oddajah že videli, da se je že prvi dan martinovanja v Ormožu začel zgodaj dopoldne s sejmom po mestnih ulicah. Nadaljeval pa se je z različnimi dogajanji vse naokrog. Bila je razstava malih pasemskih živali, velika kulinarična razstava v prostorih nekdanje blagovnice Tima, vinske tržnice, degustacije in veliko dobre volje. Uradna otvoritev dogajanj s krstom mošta je bila na samo Martinovo popoldne. Martinovanje se je začelo že od zgodnjih ur, ampak uradna otvoritev martinovanja je bila šele popoldne, ko so v Ormož prispeli tudi gostje iz pobratenih krajev na Hrvaškem, Srbiji, na Poljskem in v Romuniji. Na odprtju sta se pridružila tudi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko in občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko. Nista pa manjkala niti vinski kralj Jeruzalemsko-ormoških goric Tilen Sedlak in kogovski vinski kralj Jaka Lukman, ter seveda Martin I. Ormoški. Destinacija Jeruzalem Slovenija v teh dneh živi za vinogradništvo, vinarstvo, žlahtno kapljico in pristno druženje. Prijazni domačini v svojih kleteh z veseljem ponujajo svoja vina in kulinarične dobrote. Tukaj v centru mesta pa gostje spoznavajo običaje, ki vrsto let bogatijo kulturno življenje domačinov. Zbrane v prireditvenem šotoru je najprej pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je razen dobrodošlice vsem zbranim še enkrat izrazil ponos nad letošnjo uvrstitvijo destinacije Jeruzalem Slovenija med 100 najlepših destinacij na svetu. Ter dodal: Bodimo ponosni na vse, kar tukaj živimo, kar se tukaj v naši kraji dogaja. Danes, jutri in pa tudi v nedeljo je čas, da skupaj nazdravimo, si ene prijetne zgodbe nekako delimo in da smo prijatelji, ljudje, ki živimo eden z drugim, ki si imamo marsikaj zapovedati in kar je najbolj pomembno, da smo kot skupnost lahko ponosni na tisto, kar imamo, kar živimo in za kar živimo in kar je nekako tudi naš ponos. Potem je zbrane pozdravil še Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, ki je predstavil program martinovanja in povabil na večerne brezplačne koncerte znanih glasbenikov. Sicer pa, da letošnje martinovanje v Ormožu ponuja kar 38 različnih dogajanj in gotovo se za vsakogar najde nekaj. V nadaljevanju so besedo dobili tudi Martin I. Ormoški ter vinski kralj Jeruzalemsko-ormoških goric in kogovski vinski kralj. Namreč v našem kraju, kjer živimo, imamo srečo, namreč res. Zaradi tega, ker smo v svetu, kjer raste svetu, kjer je 2%, kjer raste najboljše vino. To je zopet eno vabilo, da ga poskusite danes in pa jutri, ko bomo skupaj. Pri nas, v našem okolju, najbolj ustreza, to bom povedal zelo potiho in nežno, najbolj ustreza ali pa najrajši ima našo zemljo, naše kraje, sorta šipon. To je ena dominantna sorta, ki v Ormožu imamo najrajši in seveda je tudi najbolj paše v našem okolju. Zato tudi bi bilo lepo, da poskusite šipona v naši vinogradniki, boste ga sigurno lahko poskusili. Še nekaj, še vreme smo dobili lepo. To, kar so nam povedovali, da ne bo tako lepo, tudi to nas je poslužilo. Tako da imamo še en razlog več, da se imamo lepo, da nam sonček sije, to, kar je potrebno seveda tudi
pri vinski kapljici. Tudi danes je že bilo rečeno, da grozdje ali pa trta rabi mnogo sonca, mnogo toplote, da dobi potem pravi tisti čar vino. Vino dobi pravi čar, to kar mora namreč vino imeti. Da je polno, da ima karakter po sorti in pa vse tiste lepe dišave in pa okusi, ki zvenijo, ko ga spustimo po grlu navzdol. Lepo se imemo, še enkrat, bodite veseli, družite se z nami, pa želim še enkrat lep dan. Kot sem prej že na kratko omenil, martinovanje predstavlja v vinogradništvu na nek način novo leto. In kaj se zgodi oziroma kaj se mi predstavljamo, ko preidemo v novo leto, je na nek način to, da pregledamo, kaj se je v prejšnjem letu zgodilo oziroma kaj smo naredili, in kot vinogradniki lahko na nek način to pogledamo, kaj nas je narava naučila. In martinovanje je dejansko res za vinogradnike en najpomembnejših praznikov, ker dejansko takrat prvič vidimo, kaj smo se v enem letu naučili. Vsako leto je drugačno, vsako leto nas nauči nekaj čisto, nekaj drugega, in pol je to čez celo poletje vsaj taka brzica, vse tako hitro leti in pride čas, ko se moramo enostavno ustaviti. In to je čas jesene, to je čas, ko vidimo, kaj smo se naučili, kaj se nismo, od česa smo odbežali, kaj delamo naprej, in na nek način martinovanje je tisti praznik, ki spet nas popelje, da lahko gremo naprej, se sprostimo in pozabimo na vse tiste napake, ki smo jih v prejšnjem letu naredili, in gremo naprej z novimi lekcijami, z novimi izkušnjami. Tako da želim vam uspešno martinovanje. Še samo nekaj, kot je gospod Martin prvi povedal o šiponu. Šipon je na primer sorta, ki je v Ormožu zelo, zelo vredna. Če pa greš od Ormoža naprej, v Ptuju že vso to vrednost izgubi. In tako mi je zanimivo, šipon meni predstavlja enega zelo vrednega, modrega človeka, ki pa ne rabi razkazovanja. On ne rabi potrditve okolice, on je samo moder. In tako, dajte mu priložnost, poskušajte šipon. Šipon je dejansko res to najboljše. Tako da, okusite vino, uživajte, sprostite se in srečno novo Martinovo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, vsi župani, vsi gostje, vsi domači, vsi zbrani v glavnem. Danes je praznik vinogradnikov in pa vinogradnic. Danes je dan, ko se mošt spremeni v vino. Do sedaj smo vsako leto pokušali vina, vsako leto so dobra, zato tudi letos upam, da bodo čim boljša, da je čim boljša letina. Skratka, vsem skupaj lepo druženje in pa na zdravje. Višek otvoritvene slovesnosti je bila podelitev novih certifikatov destinacije Jeruzalem. Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev za gospodarstvo in kmetijstvo ter lastnica modela mreže kolektivnih znamk, ki je tudi predsednica komisije, docentka dr. Tanja Lešnik-Štuhec. Prav velik ponos mi je danes tukaj v Ormožu, na območju največjega martinovanja, daleč naokrog, proglasiti tudi naše izjemne ponudnike, ki so v zadnjem letu pridobili certifikate kakovosti. Gre za 45 ponudnikov in sicer kar 27 ponudnikov pridelkov in živilskih izdelkov, 7 ponudnikov rokodelskih izdelkov, 6 ponudnikov tudi jedi in pijač in 6 hiš vin. Skratka, gre za izjemno kakovost v destinaciji. Ob tem seveda je treba povedati, da je kolektivna blagovna znamka Jeruzalem Slovenija ena od 15 kolektivnih blagovnih znamk v mreži izvorno slovensko in da je območje, kjer smo prav posebno, ker gre za 3 občine, ki skupaj z združenimi sredstvi preko projektov LIDER peljejo to skupno zgodbo združevanja.
Mi smo pred par leti povezali to območje z strategijo in med prvim vzpostavili ukrep vzpostavitve kolektivne znamke. Prav to, da ste 3 občine, 3 župani, gospod Vrbnjak, gospod Borko, gospod Cvetko, prepoznali to veliko moč v povezanem sodelovanju za sinergične učinke na področju turizma, lahko ocenimo kot izjemno. Za konec pa je sledila še predaja ključa. Namreč župan občine Ormož Danijel Vrbnjak v času martinovanja vodenje občine Ormož prepusti Martinu I. Ormoškemu. Dragi Martin I. Ormoški, moram priznati, da je danes oziroma v tem trenutku en prav poseben prijeten dogodek, ko lahko kot župan občine Ormož ti predam ta ključ, si malo ta 2-3 dni vdahnem, tako da želim ti obilo dobrih podpisov, dobro vodenje naše občine, upam, da bo čim manjša zadolžitev, da nas ne bo v ponedeljek glava bolela. Tako da srečno v vodenju najlepše občine na svetu, naše občine Ormož, Martin I. Ormoški, ti bo si sedaj zadolžen za skoraj 12 000 glav naše občine. Hvala. V kulturnem programu na otvoritvi so uvodoma in ob predaji ključa zaigrali člani trobilnega kvinteta Kulturnega društva Ormož pod vodstvom Slavka Petka. V teku otvoritvene slovesnosti pa še kantavtor Tadej Vesenjak s svojima uspešnicama Tikvino olje in Kisla župa. Za konec pa so nastopili še macleki Kulturnega društva Ormož s obredom krsta mošta. Dragi moštek, stopi malo za tu si in pogledaj. Prišel si pred visoko gospodov, pa potrošnike. Pred ljudi, ki so strašno pametni. Moram ti reči, pred ljudi, ki dobro vejo, kaj je vino, pa kaj je vodo. Ja, tak, ne? Prišel si s ponižnim namenom, kaj te krstimo, da ime vino. To pa ja. Ja, tak. Pogledaj, dorošča si v tih naših lepih goricah, pod pridno roko nas gospodorov, ki smo te bronili pred vsemi nevolami. Ja, kaj bi do spočetja ostal čim bolj zdrav, pa čim bolj sladek. Grozdje, to, z katerega si ti zdravim, prava, ja. Veš, smo pred tvojim rojstvom hitili v škafe, pute, kadi, zadrobili, stiskovali. Na konci pa smo ga dali pod prešo. Tam smo ga javili kak joko. Kad so mu pokale kosti, z njega pa je teka krvovi pa beli švic. Tu sem jaz. Ja. Možete? Ja. Ti si židov. Tu pa sem. Ja. Podpihnjen si od vseh vrožjih nečistih duh. Resno? V tebi je vse puno lazečih, poskakajočih stvorov. Resno? Pa še kaj drugega. Ja, moram ti reči, ker si tudi veliki svadljivec. A tudi? Ja. Sebe doma. Ljudi spravljaš v slavovolo. A jo? Ženskam špičiš jezike. A dobro. Moškim pa režeš komet. Ja. Tiste, ki te mojo rade, pa spravljaš miličakom v ruke. Jasne. Delaš družinske nevole, pa ne planirano deco. Dobro, to.
Ja, dobro, glede na to, da skoro drugi več, kot je mož domoč. Ja, dobro. Moške, bobiš, športnemu ižiglaji. To je dobro. Ja, kaj skočajo čez plut. Pa vred je to. Ženska pa dovleš po plutu, kaj jih pod plutom čokajo. Enako oporne. Tako. Ja. Tudi z želucem se rad svodi. Ja. Te pa greš žjago. Zasmrodiš vse genke po postelninu. Ja, to pa ni dobro. Vi sta tukaj si takši, Ja. smo te kaštigali. A ja? Že. Ja. Hitili smo te v globe, kapolovjoke, ker bi te tam tista tema pobojšala. Bogi, jaz. Ti pa si se ni pobojšal. Kaj se ti tudi ne bi. Ti si tam v tisti temi začela gundrati pa mrgotati kot stori medved. Aha. Sramte bilo. Zakaj? Če te ne bi čuvali v totih močnih rastovi sodih, odgovoni, s temi obroče, Ja. ti bi ven pobrisal pod ganta. Vsakšni bi. Ja, vsakšni. Ja. Tako možete. Kak? Zdaj, tu pred pričamo vi, Pripriča me. če si prišak pameti. Ja, samo sem bil. Ne. Ja. Če se kaniš popravite, Ja, seveda, če sem pa omen. totih vseh nečistosti spucate, Ja, pa ja. kak ne zgrotaš vriden imena vino. Ja, seveda. Tega na hitro je tu. Ne, sem se to sprišal, ja. Veča se škrope. Malo mu bo škropli, zato ker Aha. vidimo. Ja. Nič ne škodi, nič ne. Zvone. Kode. Čekere na voše kadin. Ja. Obečaj. Kaj? Kaj boš odgnes naprej? Ja, Razveseljiva. obečan. Storo. Ja, obečan. Pa mlodo. Storo, mlodo, ja. Veselija ljudstvo. Ja, obečan. Kaj boš dova korajžo stravo peco. Obečan. Pa kaj boš žalostne tolaža. Obečan. Saj je obečal, ja mislim, kaj bi lahko. Ja. Jako hitro je to obečal. Obečan. Oremo, zahvalimo se ti vinski Bog Bakos, kad si nagradio našo mantre z letošnjim pridelkom. Blagoslovi delo pridnih rok, kopačov, frezačov, vezačov, škroplarov, bračov pa prešarov, ki so z totega zamazenega nevernika napravili čisto pa dobro vino. O vinskem Bogi Bakos i Jakovem patroni Martini in vinskem duhi. Tak, dragi mož, Tak, pa Stupi se za zima. si malo stupi. stupi zdaj tu malo bliže. A, kaj da bolelo? Nada nič bolj. Dobro, Mož, Ja. jaz te krstim v ime edino, v imeni tistega, ki te je pridela, Ja. v imeni Martina Ja. in v imeni duha, za volo katerega se mož pjuva. Ja. Evo ti malo soli, naj nikoga po tebi glava ne boli. Ja. Buď solen. Stalno bodi pun dobrega okusa in moči. Ja. Ja. Kaj? Štrope, Si sam jaz? Zabazi, malo se zriktaj zdaj, čakaj. Ja. Ja, zelo jasnilo. zvone, kode, Ti že kadin. kadin, splave, Plave. Tudi vi lahko, če voda ga v roko. Tak, dragi moštek, Ja, pa reči ti dober ljub. zdaj se spokorno in ponižno predržate še krščeje, zdaj pa bomo zmolili še eno par prošenj za ti navdoče grešnike v prvi vrste. Gospodar, usmili se nas, Gospodinja, usliši nas, dragi trsek, pomagaj nam, dragi grozdek, pomagaj nam, draga kapelica, pomagaj nam. Laški rizling, to je za nas, rimski rizling,
Madrenica. Preljubi gazda gobernaš, daj vsakemu srca jengaš, da bi zapili ti lepo, kak ženena doma tvojo. Ili Burgundec, To je za nas, Muscat Otonel, to je za nas, Vikiana Nicola. oni za nas. Hačana Picika, Pridi k nam, Hačani debeli porom šaloto, pridi k nam, Martinova goska zemljici. to je za nas. Gospodinja draga ti, prinesi trnko iz kleti, nareži mesa in klobas, še kruha vina za vse nas. Od prazne posode v kleti, Reši nas, od ogadnega pijančevanja, reši nas, od peronospore mraza in toče. reši nas. Dokler smo tu sedeli, pa nam ni zakaj imeli, prvi duši vam povem, da še jaz domov ne grem. Na zdravje. Pa ga bomo, ne? Spoštovane, opravili smo krst mošta, ki je zdaj grota lepo, bistro, čisto vino. Zriktaj se tak, ja. Vsi tisti, ki častite toti plemeniti sad trte in človeškega dela, si ga nalite in kozarec, če imate možnost, in se nam pridružite v pesmi o vino. Na svitu lepše noce ni, kot je davinska trta. Po zimi spí, pomlad cvetí, jesen nam vince daje. Po zimi spí, pomlad cvetí, jesen nam vince daje. Od druge rožice cvetom, pa tergane storijo, kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Po kličkih je nasajena, lepo je razpeljana, od Kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Od Kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Pod trunkom sladko grozdjena, možem pa dobro vino, za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. Za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. Enkrat na zdravje. Za zdravje. Prišel je svet Martin,
Seveda smo zraven bili tudi drugi dan martinovanja v Ormožu. Martinova sobota je prav tako prinesla vrsto dogajanj od jutra. Živahno je bilo tako na Kerenčičevem trgu kot v okolici gradu in grajske pristave. Drugi dan je med drugim prinesel tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja, šaljivi prikaz dela v vinogradu in tekmovanje v kuhanju prleškega piskra. V soboto zjutraj so najverjetneje prvi na prizorišču bili specialisti za peko vola. O prihodu prvih obiskovalcev je namreč vse naokrog že prijetno dišalo. Za lačne pa so tudi že bile na voljo prve slastne porcije. In kar je bilo še najbolj zanimivo, se ga je jedlo cel dan, kar pomeni, da je za gurmane bilo dobro poskrbljeno. A tudi za vse ostale, ki so v teku dneva želeli zaužiti karkoli od Martinovih dobrot. Za gostinsko ponudbo skrbel samostojni podjetnik Dejan Jerebič, a je tudi vse naokrog bilo za poskusiti kaj domačega. A je kmalu zadišalo tudi iz loncev ekip, ki so tekmovale v kuhanju prleškega piskra. V bistvu gre za kuhanje kisle juhe, katerim je osnova meso, ki ga ekipam dodeli organizator. Za vse ostalo, kar pomeni za vse ostale dodatke, pa poskrbijo ekipe same. In ravno ti dodatki so najbrž odločilni za končno oceno oziroma najboljši prleški pisker. Za tekmovanje se je prijavilo 12 ekip, ki so s kuhanjem začele kmalu okrog 9. ure. Najprej je bilo potrebno zakuriti ogenj, potem narezati meso in pač pripraviti vse, kar je potrebno za kuhanje kisle juhe. Glede na sončen dan je kuhanje potekalo na prostem, kar je dajalo možnost, da si potek kuhanja ogledajo tudi številni obiskovalci. Mnogi so se zanimanjem zazrli v lonce, povprašali to in ono ali enostavno nazdravili člani ekipe, ki so razen sestavin za kuhanje svoje kuharske mize založili tudi s kakšnimi drugimi dobrotami iz prleške kuhinje. Verjetno med zbranimi ni bilo človeka, ki ni bil očaran s prijetnimi vonjavami, ki so se kmalu začele širiti po prireditvenem prostoru. Dobre 3 ure je bilo časa, ko je na prizorišče prišla tudi komisija pod vodstvom učiteljice gospodinjskega pouka Metke Lešničar, ki je dejansko imela težko nalogo med 12 juhami izbrati najboljše. Saj je šlo le za nianse, ki pa sicer niso bile ovira za obiskovalce. Namreč lonci so bili kmalu prazni, čeprav je bilo še ura ali 2 do razglasitve zmagovalcev. Medtem ko se je na parkirišču pred gradom kuhalo, pa se je dogajalo tudi v grajski kleti, kjer je potekal festival vin. Na festivalu vin so se oba dneva predstavljali domači vinogradniki in vinarji ter ponujali najboljše, kar imajo. Enako je bilo tudi v grajski vinoteki, ki je prav tako omogočala degustacijo, a tudi ogled spodnjega dela čarobnega grajskega stolpa, kjer se nahaja.
Od jutra se je dogajalo tudi na Kerenčičevem trgu. Predvsem na Martinovi tržnici, ki pa je poleg kulinarike ponujala tudi vrsto ostalih domačih izdelkov, certificiranih z blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Martinovanje v Ormožu pa je tudi priložnost, da se predstavijo turistična društva v občini, ki se poleg kulturnih društev tudi aktivno vključujejo v soorganizacijo dvodnevnega martinovanja. Sicer pa v Ormožu martinovanje organizira občina in Javni zavod za turizem, kulturo in šport v sodelovanju z različnimi društvi in nekaterimi ostalimi javnimi zavodi. Tudi z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, ki v času martinovanja v Ormožu organizira tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja. Tokrat je bilo to že 26. tekmovanje in kot je običaj, sodelujoče godbe še pred začetkom tekmovanja na Kerenčičevem trgu skupaj zaigrajo 3 koračnice. Zbranim skoraj 200 godbenikom je dirigiral idejni oče tega tekmovanja, Slavko Petek. Tekmovanje godb za pokal Vinka Štruclja se je potem nadaljevalo v prireditvenem šotoru. Pred grajsko pristavo pa je potekal šaljivi prikaz vinogradniških običajev oziroma vinogradniških opravil pod skupnim naslovom Jaz pa v Gorice grem. Člani turistično-kulturnega društva Podgorci so prikazali, kako poteka rez trte. Gre za opravilo, ki je prvo in najpomembnejše opravilo v vinogradu. Po ljudskem izročilu naj bi na praznik svetega Vincenca, zavetnika vinogradnikov, ki ga obhajamo 22. januarja, se v večini vinorodnih območjih začne obrazovati vinska trta. Svetli del dneva se namreč že daljša, sonce pa ima večjo moč. Podgorčani so delo opravili kar se da strokovno, vedoč, da je prav od rezi odvisna letina v vinogradu. Ko je delo bilo opravljeno, so pojužnali, a tudi zapeli. K dobri rezi sodi tudi pravilna vez. Kako to poteka, so prikazali člani turističnega društva Runeč. Šparone vežemo, da očesa razporedimo na opori, ter da povečamo njihovo enakomerno obrast in rodnost. Upogibanje je glede na vzgojno obliko različno. V bistvu delo sploh ni enostavno in potrebno je kar nekaj znanja. Obdelovanje vinogradniške zemlje pa je prav tako pomembno opravilo. Trta je večletna rastlina z globokim koreninjenjem, ki je pretežno pod obdelovalnim slojem. Vinogradniško zemljo obdelujemo zlasti zato, da jo zračimo, segrevamo, da ji omogočimo vpijanje vode, da spravimo hranila čim bližje korenin, da preprečimo rast plevela. Kopanje v goricah je težaško delo, tako si kopači zaslužijo obilno malico. Člani turističnega društva Pavlovski vrh Libanja so prikazali, kako poteka zaščita pred plevelom in škodljivci. Pravimo, da je treba poškropiti v goricah. Gre za opravilo, ki ga je tudi treba natančno opraviti. Kot vidimo, delo nadzira gospodar. In že je tukaj čas, ko grozdje zori in veliko jih je, ki ga želijo poskusiti. Potrebno se je pripraviti na jate ptičev in jim preprečiti, da bi pozobale pridelek grozdja. Vinogradniki so že konec 17. stoletja izumili klopotajočo napravo, ki bi odganjala ptiče.
Gre torej za klopotec, ki ga po tradiciji postavijo sredi avgusta. Kako to poteka, so prikazali člani turistično-kulturnega društva Miklavž pri Ormožu. In pride čas trgatve. Ta vesel dogodek so prikazali člani kulturno-športnega društva Dobrava. Prikazali so tudi, kako poteka prešanje, ki je torej zadnje dejanje. Grozdja je dovolj in dobro teče, so naznanili. Mošt je sladek in najbrž bo kmalu odlično mlado vino. Dober dan. Kak ste? Ste že probali letošnjega? Kako vas gledi, nekaj ni na volj? Vsi ste še tak nekši resni. Zdaj bi se že mogli 2x2 podpirati. Ja, veste, to zdaj vsi tu, kjer ste sem prišli, veste, kaj je to en največji praznikov pri nas. To ti naših lepih krajih, ki imamo takšne lepe gorice.
Ne? Edino, kaj se je letos zgodilo, to ta žutica. Žutica pa nas ne vredi gor nadevala. Keko smo mogli ven stekati. Ja, pa neče, samo mi se ne damo mimo tu pregnali. Ja, tega, kaj vam povem, tu imamo enega takšega, vidite, tak malo na hece, tu smo zdaj tu nekaj ne išli. Je bil moštek bio, pa bomo ga zdaj probali zrihtati vin. Bomo ga v Koper spravili. Ja. Ja, dober si, ja. Kakšni si bio? Dober. Tak. Pa ga naj ja predolgi zdaj s totimi nekšimi, tak, samo bomo mi kar šli na toti ceremonijal. Čim pred tukaj smo včeraj naredili za resenke, k nas ponovimo. Tak, dragi moštek, pogledni, prišel si pred visoko gospodu, pa potrošnike, pred ljudi, ki so strašno pametni, ki dobro vejo, kaj je vino, pa kaj je voda. Kaj je voda predvsem. Kaj vmes ne razlučijo. V času martinovanja pa je mož potrebno krstiti. To delo so opravili člani kulturnega društva Ormož. In tako se je dogajalo ves dan in tudi ob večerih, ko so bile velike Martinove zabave z znanimi muzikanti. Pa ne samo v Ormožu, tudi povsod naokrog. Popoldne je potem bila še razglasitev najboljših prleških piskrov. Kot je že bilo povedano, je za najboljši prleški pisker tekmovalo 12 ekip. Tretje mesto oziroma tretji najboljši pisker je skuhala ekipa župana Danijela Vrbnjaka. Drugo mesto si je prikuhala ekipa kuharjev prostovoljnega gasilskega društva Ključarovci. Najboljši pisker pa so skuhale članice oziroma ekipa Društva kmečkih žena občine Ormož. Tričlanska ekipa, ki prihaja na oder po osvojeno prvo mesto. Iskrene čestitke vsem sodelujočim ekipam za izjemno lepo in športno udejstvovanje, v katerem ste si med seboj tudi pomagali, se spodbujali, si dali eden drugemu moči in pa potrebne energije. Seveda je strokovna ekipa, ki so sestavljali predsednica komisije Metka Lešičar ter člana ekipe Dušan Horvat in pa Jožica Korpar, tista, ki so ocenili vse skuhane prleške piskre in zdajle smo uspeli razdeliti tudi nagrade. Naj bo martinovanje tisto, ki vas povezuje, razveseljuje in druži še naprej. Toliko z letošnjega martinovanja v Ormožu, ki ga je v 2 dneh zaznamovalo kar 38 različnih dogajanj. V tem času je mošt že mlado vino, na Martinova veseljačenja pa ostajajo le še spomini. A tudi te bodo kaj kmalu zasenčila dogajanja v veselem decembru. Že v ponedeljek na Miklavžev večer si boste lahko ogledali, kako miklavževanje poteka v Miklavžu pri Ormožu, kjer se nanj v sodelovanju s tamkajšnjo krajevno skupnostjo še posebej pripravljajo šolarji in otroci v vrtcu. Za danes pa hvala za pozornost in srečno!